s finsko firmami, pa z Avstrijo. In to vse v enem letu. In na tujo, jaz vidim pri županu, kaj vidim, župan meni mora pri takih projektih biti tisti, ki mi odpira vrata. Rabim enega na tuju še, ki mi bo delal to pa to, ali pa rabim enega, ki imamo to, dajmo se povezati, poznate koga, poznate te, to iščemo mi tu. Koliko bomo imeli artikli, ki bomo prodali, pa bomo služili, koliko bo prišel BDP malo višji, kot ga zdaj dobimo na enoto. Mi smo zdaj, v tem trenutku vam povem, zadeva je tako zanimiva, da nam zmanjkuje časa. Jaz mogoče ne vem, kako bomo naredili, kako bomo stvar si zastavili, da nam ne bodo zadeve povedne. Ker predolgo zdaj. In mi se povezujemo, mi imamo povezane dva na inštitutu Jožef Štefan, sodelujem z dvema doktorjema. In to je to, to je tisto povezava, vse se da. In pa kvalitetno produkt pride ven. Definitivno se pa može iskati stranke kupce v tujini. Sama Slovenija pa nekaj. Tisti, ki tako že kolega prej rekel, če se mi mislimo, da se ne znamo tu razvijali, smo pozabili. Jaz mislim, da je to, ker zadevo približujemo kraju, bila dobra istočnica za zaključek. Predvsem v tem smislu, da se z dobro voljo, z dobrim interesom, vztrajno se da marsikaj narediti in da je najslabše, da obupaš in jamraš. In če nič za sebe ne narediš, potem tudi za druge ne narediš. Zdaj, če malo povzetek naredimo, današnji razgovor je bil dejansko zato, da vidimo, kje so odprti problemi, na kjer se ne fokusiramo. To je samo en predhodno srečanje v tem smislu, da bomo lahko poskušali na teh področjih, na teh odprtih zadevah narediti neke strategije, neke aktivnosti, da bi pravzaprav vse to implementirali lahko in pa povezali. In kaj smo ugotovili danes? Ugotovili smo, da nam manjkajo pravzaprav niti ne tako dosti stvari, poleg objektivnih tistih, objektivno slabega okolja gospodarskega, ki ga danes obravnavamo. Manjka nam medsebojno sodelovanje, manjka nam prepoznavnost, manjka nam tudi neka organizirana ponudba vlagateljem, da ne bi rekel vsem vlagateljem, da mu lahko v eni brošurici na enem mestu pokažemo, kaj imamo na razpolago, kaj nudimo, kje lahko kaj dela, kjerih prostor ga lahko umestimo in tako dalje, kot smo prej rekli katalog, ki smo ga že tudi prej omenili. Manjka nam torej ena dobra osnova, da bi lahko gradili nadgradnjo. In ko bomo dobro osnovo naredili, bomo tudi tu spet naredili turistični, prepoznavni in bomo lahko razvijali tudi vse ostale dejavnosti. Zato je zelo važno, da ste tisti, ki o tem odločajo, ki imajo možnost, pravico ali pa so povlaščeni od ljudi, da to vodijo, znajo oceniti prioritete, fokusirati tiste aktivnosti, ki so baznega pomena za to, da bi razvoj tekel kontinuirano. Zdaj, mi smo si vse to zabeležili in mislim, da bo župan to znal zelo dobro izkoristiti tudi v naslednjih razgovorih, pa tudi bolj odločno pri kakih obljubah, recimo, od katerih, kjer pričakujemo neke konkretne podatke, pa konkretne cilje, ki so merljive, da je lahko pol tudi preverjamo in da vsaka taka dobra ideja lahko prinese pol na tak način tudi dober rezultat. Jaz bi se vam zahvalil. Torej, jaz bi še povedal, v listi za Ptuj, ki kandidira na letošnjih volitvah, smo si postavili razvoj gospodarstva kot prvo prioriteto, tako kot sem že prej povedal. Če bomo imeli gospodarstvo, potem lahko računamo na to, da bomo imeli tudi vse ostalo, šport, kulturo, turizem in podobno. Spoznam se na male, srednja in mikropodjetja in seveda vam lahko obljubim in tudi bom to naredil, da bomo pogoje za razvoj teh podjetij, za obstoj teh podjetij maksimalno izboljšali. Vsega se ne da, nekateri pogoji so vezani na državno zakonodajo, da se pa ogromno. Če so nekateri občine uspeli, potem lahko uspemo tudi mi. In seveda, če mi bojo meni volivci dali priložnosti naši listi, potem verjamem, da bodo spremembe na področju gospodarstva na boljše zelo hitro vidne. Zdaj se vam zahvaljujem, da ste prišli. Lepo vas prosim, če ima kdo kakšnokoli idejo, da nam je pošlje na info@zaptuj.si ali pa da mi jo preda osebno
da jo potem vključimo v ukrepe in projekte, ki jih bomo izvedli, če bomo dobili to priložnost. No pa tudi, če ne bomo vztrajali kot društvo dalje, da se te stvari urejajo. Ko bo župan, kaj bi si jaz želel, da taka okrogla ponovadi ni v predvolilnem boju, ampak da to se enkrat 3 meseca, pa na 6 mesecev, pa da se istočnice, ki nastanejo na okrogi takih okroglih miz, preverijo spet še 6 mesecev, pa se ponovno vprašajo vse tiste sodelujoče, kje smo, kako smo, da se takšno nekaj naredi, nek pregled stanja in da se ponovno z okolico ponovno prevetrijo, kaj smo dobro naredili oziroma kaj bi še lahko naredili drugače oziroma boljše. To se mi da ena izmed tistih hit, ki jo pogrešamo vse posod. Tudi marsikateri dogodki so že videli in tudi v preteklem obdobju za strani raznovrstnih organizacij in potem nikdar ni bilo nekega follow-upa, na katerem se nadaljevalo, pa smo ga pogrešali. To je mogoče moj predlog, da ko se nadaljuje, ko se bo, da se naj ta zadeva tudi redno potem ažurira, pa se naj pač redno ponavlja. To je bila ena izmed glavnih pripomb vseh, s katerim smo se pogovarjali. Se pravi, pomankanje komunikacije, odločanje v ozkih krogih tistih, ki nimajo direktnega stika z realnostjo. Princip sprejemanja odločitev v mestnem svetu je popolnoma zgrešen. V mestnem svetu, se pravi, podlage za sprejemanje v mestnem svetu pripravljajo strokovne službe po nalogu nekoga, ponovadi je to župan. Strokovne službe pripravijo neki predlog, to gre na mestni svet in mestni svetniki seveda to potrdijo, ker tudi vsi mestni svetniki ne morejo poznati dobro problematike. Naš način dela, če bomo dobili to priložnost, bo popolnoma drugače. Za posamezni projekt bomo najprej vprašali eno širšo, strokovno in laično javnost, tudi kaj meni o tem, kaj se želi, se pravi, treba vprašati najprej vse deležnike in potem šele potem naročiti strokovnim službam na podlagi tega, kakšne podlage ne naredijo, da bo potem mestni svetniki pač tisto dvignili roko in tako na ta način v bistvu politično odločili. To bomo nadaljevali. Koncesije, ne? Ja. Recimo, dobijo tam ena dimnikarska družba, dve koncesije, ne? Zakaj bi mogli imeti koncesije, ne? Če imamo lahko več dimnikarov, da vsaki stvar cena, ne? Pogrebni zavod, recimo imaš tam. To je državna zakonodaja, ne, tu pač so določeni lobiji, ki so si ustvarili tam monopol, to bomo težko kaj naredili, ne. Drugače pa koncesije niso slaba stvar, kar se občine in občinske proračuna tiče, ne, dokaj se s tem slebiš določenih stroškov, ne. Lahko potem zahtevaš od teh koncesionarjev garancije in se ne ukvarjaš niti z bolniškim in tako naprej, tako da za koncesije pa smo, ne. Še kdo kaj? Najlepša hvala, pa se vidimo najbolj na volitvah, ne. Hvala lepa, srečno.